Torej, gotovo ta najin pogovor na noben način ne bo duel. Z Ano namreč nisva zgolj kolega, ampak tudi sodelavca, raziskovalca na oddelku za zgodovino, še več, deliva si kabinet in srčno upava, da v doglednem času dobimo še eno mizo. Ja. Torej, če najprej kratko predstavim, Ana je docentka na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete, kjer predava in seveda deluje kot raziskovalka. Njeno področje zanimanja in raziskovanja je zelo obširno, kronološko pa zadeva predvsem 19. in pa 20. stoletje s posebnim poudarkom na zgodovini žensk. Kot je že Ciril omenil, gre za njen knjižni prvenec, rezultat raziskave, ki je bila opravljena kot del njenega doktorskega raziskovanja. In nekako, ko sva se pogovarjala o tem, o čem je danes govorili, sva prišla do sklepa glede na to, da gre za veselo decembrski praznični čas, da bi mogoče naredila en takšen panoramski pregled čez vsebino knjige in se na nekaterih točkah, ki so vse meni med branjem najbolj izstopali, mogoče ostavila in šla mogoče nekoliko bolj v globino. Začel bi pa z dvema zelo očitnima vprašanjima, ampak bom obrnil, ne zato, ker bi te želel zmest, ampak ker se mi zdi, da bo tako boljše za poslušalstvo. Glede na to, da ima knjiga naslov Eugenika na slovenskem, bi torej začel vprašanje, kaj to je pravzaprav eugenika, kako jo opredeliti. Pri odgovoru na to vprašanje moramo začeti z osnovami. Jaz vedno štartam s to definicijo iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Eugenika je pač metoda za dosego dobrega potomstva. Tako pač bi nekako to začeli, da se spoznamo s pojmom tistih, ki pač se s to idejo še ne poznajo, da imamo čisto te osnove začeti, potem pa lahko gremo v detajle. Prav. Zdaj drugo, tako očitno vprašanje, ki pa si ga vendarle zgodovinarji postavljamo zelo redko, je, kaj te je vodilo, kaj te je gnalo v raziskovanje ravno tega specifičnega problema, namreč zgodovine eugenike, kakor se je razvijala na področju današnje Slovenije oziroma v slovenskem jeziku. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Lahko bi rekli, da se je vse skupaj začelo tako, ker me privlačila pri raziskovanju nasprotja nekako. Sama sem veliko debatirala z naravoslovci in tako sem si vedno nekako želela povezati zanimanje za zgodovino, pač to, kar sem študirala, z čim bolj oddaljenimi disciplinami, pa tudi recimo filozofija in psihologija so me zanimali. Potem sem v bistvu pri predavanjih socialne filozofije se srečala z vprašanjem, ki jih je vodil profesor Pribac, sem se srečala z vprašanjem demografskih politik, ampak ne v zgodovinskem kontekstu, ampak v sodobnem času. In to je ena taka tematika, ki je vse skozi aktualna. Jaz mislim, da odkar sem se soočala, sem se začela poglabljati v ta vprašanja, recimo pred 10 leti, vsake, lahko bi rekli, 2 meseca smo nekako soočeni s takšnim ali drugačnim problemom, ki se dotika bodisi vprašanja abortusa, bodisi vprašanja povečevanja rodnosti in tako dalje. Takrat sem se tudi srečala s takšno literaturo, s takšnimi knjigami, kot je recimo Francis Fukuyama in podobno, kjer je pač na veliko
tudi razpravljal o eugeniki in potem sem si mislila, kaj pa zgodovinski kontekst, ne? Zdaj govorimo o eugeniki, o sodobni eugeniki, o eugeniku v 21. stoletju, tako da sem šel v bistvu zvratno. Potem sem se vprašala, kaj pa eugenika v preteklosti, so se s tem nekoliko seznanili, kaj pa pri nas so tudi razmišljali in tako sem dobila idejo praktično za diplomo in to štartala dalje. Potem v bistvu šokirana spoznala, da je bilo tega veliko tudi pri nas v obdobju med obema vojnama. To ni neka tako zelo obstranska stvar, kot bi si lahko človek želel, da bi bila. Torej, kaj se je gotovilo, kje so potem takim idejni, institucionalni začetki te moderne eugenične misli oziroma tega pseudo-znanstvenega diskurza, recimo? Ja, tako bi rekel, ne moramo iti mimo tega, da je v bistvu to stremljenje za dobrim potomstvom stara stvar. To ni stvar 19. stoletja, ampak se s takšnimi in drugačnimi eugeničnimi prepričanji nenazadnje soočamo že v antiki, že v Bibliji lahko prepoznavamo tovrstne konotacije in nenazadnje je dr. Irena Rožman tudi pokazala, kako lahko eugenične ideje zasledimo celo v slovenskih pregovorih. Pravi, čeprav tisti moderni diskurs, eugenični diskurs pa je nekako zakoličil Francis Galton, tudi skoval sam termin eugenika leta 1883, torej točno 100 let pred mojim rojstvom, tako da letnico se mi ni bilo težko zapomniti. Kot zgodovinar, pravi zgodovinar. Tudi tako, ampak tudi zato, ker je pač 100-letnica rojstva. No, ampak moramo pa takoj na začetku ugotoviti, da ni takoj nekako postala eugenika popularna. Na začetku so se tudi proti tovrstnim idejam, ki so moralno sporne, to moramo takoj poudariti, postavljali nekateri znani intelektualci in znanstveniki. Zenit eugenike je pravzaprav šele 20. stoletje oziroma prva polovica 20. stoletja, še bolj natančno zlasti obdobje med obema vojnama. Tako da, čeprav imamo tiste prve začetke že v 19. stoletju z teorijo degeneracije, ki je nekako z eugeniko tudi tesno povezana. Ja. Torej, ko sem bral to knjigo, sem dobival nekako vtis, da je ta diskurs, recimo, ali pa način gledanja na družbeno organizacijo, oziroma način razmišljanja o tem, kako bi bilo treba določene stvari organizirati v prihodnosti, veliko legitimnosti izklicevanja na neka strogo naravoslovna odkritja spoznanja, zlasti na genetiko. Ja, vsekakor. Eugenika je lepo pokaže na Foucaultovo idejo o prepletenosti, vednosti in oblasti na nek način, se pravi. Ravno ta vednost, ki je v tem primeru lahko bi rekli trdna znanost, oziroma trda znanost, vsaj biologija, naj bi v tem primeru eugenike spodbujala določena politična prepričanja, določene zakonske ukrepe in po drugi strani naj bi tudi vzvratna politika vplivala na to, kako se je ta pseudoznanost definirala sama po sebi, kajti posamezna politična prepričanja, ideje o tem, kdo je manj vreden, so vplivali tudi vzvratno na artikulacije eugenike. Tako da imamo prav ta vednost, oblast, se pravi, so vplivanje v obe strani. Ja, pa praktična aplikacija kaže, da je bilo možno to neko eugenično mišljenje uporabiti za različne
politične projekte oziroma ideje, od nekih rasističnih teorij do nacionalizma, razrednega razlikovanja in podobno. Ne? Ja, točno to, ker lahko štartamo že same definicije, ki sem jo predstavila na začetku, prizadevanja za dosego dobrega potomstva. Kaj je dobro potomstvo? Tu si ljudje razlagajo na različne načine, odvisno tudi od njihovega političnega prepričanja. Za nekatere od zagovornikov evgenike so bili dobri geni povezani z nekaterimi rasami, v tem ožjem pomenu besede, se pravi, če govorimo o temnopoltih, belopoltih in tako dalje. Za nekatere so bile povezane z nižjimi sloji, se pravi, so kot manj vredne definirani ljudi, ki naj bi bili manj premožni, če poenostavi. Potem tretji so se fokusirali v tem manj vrednostnem definiranju samo na slaboumne, kakor so jih poimenovali, ker je grda beseda, ampak takšne so bile definicije. Nekatere evgeniki so se strogo postavljali proti feminizmu, spet imamo pa tudi med feministkami dejansko zagovornice evgenike, ker so pač evgenika jim je omogočila, da recimo promovirajo kontracepcijo. Žal z izgovorom, češ da bo to spodbudilo, da se bojo manj vredni, manj razmnoževali, ampak vendarle ne, je bil to neka strategija, retorično orožje, s katerim so se pač lahko postavile v bran promoviranju in širjenju kontracepcije, kar recimo na začetku 20. stoletja ni bilo tako samoumevno, kot bi si lahko mislili. Dobro, zdaj, če nadaljujeva z res raziskovalnim, z osrednjim raziskovalno temo, namreč z razmahom evgenike na Slovenskem, do tega pride po koncu prve vojne. Je tako. In je tudi pogojeno do neke mere z dejstvi, ki jih je ta vojna prinesla, namreč z soočenjem z množično smrtjo, z spoznanjem, da ogromno dobrega, potencialnega, biološkega, da rečemo materiala, ni preživelo te vojne in z razmišljanjem o tem, kaj bi bilo možno v to smer storiti v prihodnosti. Ja, prva svetovna vojna, posledice z prve svetovne vojne so spodbudile, bi lahko kar gotovo povedali evgenično misel na Slovenskem. Pred prvo svetovno vojno, kakor sem jaz sama raziskala, imamo nekatere ideje, ki vodijo v to smer. Imamo avtorje, ki zagovarjajo teorijo degeneracije in svarijo pred tem, ampak glavnina evgenične misli se je skoncentrirala v obdobju med obema vojnama in veliko imamo člankov, ki neposredno se navezujejo na prvo svetovno vojno in tudi poudarjajo, kako so v času prve svetovne vojne umrli najboljši ljudje z najboljšimi geni in doma za seme naj bi ostali pač tisti, ki naj bi imeli v tem kontekstu slabše gene. Tako so si to razlagali in so tudi zelo paničarili v tem kontekstu, da naj bi prav prva svetovna vojna povzročila degeneracijo. Pa tudi rodnost se je znižala zelo v času prve svetovne vojne, čeprav se je takoj potem spet po vojni nekoliko zvišal in tudi to je bil za mnoge v tistem času razlog za paniko in še eden od razlogov, ki so spodbudili evgenično misel. Ja, pri čemer ta evgenika v slovenskem jeziku, da tako rečemo, ne ostane zgolj na ravni retorike, komentarjev, razmišlja, ampak se tudi institucionalizira. Tako, pa še en razlog sem pozabila omeniti, ki je povezan s prvo svetovno vojno, to je širjenje veneričnih oziroma spolnih bolezni. In ravno širjenje veneričnih bolezni je bilo v fokusu, ko so uzakonili zakon, ki je prepovedoval oziroma zapovedoval zdravniška spričevala pred poroko, kar je v bistvu edini tak ukrep, ki ga lahko v strogem pomenu
besede smatramo za evgeničnega in je bil sprejet v času 30 let v Jugoslaviji. Sicer, kakor so pokazala moja raziskovanja, se ni realiziral zelo konkretno v praksi, je več ali manj ostal bolj na papirju, pa vendarle, take so bili ideje, in to je bil zakon, ki je bil sprejet, se pravi, tudi evgenično definirani pregledi pred roko za to, da bi se izsledilo, če je kateri izmed partnerjev imel kakšno spolno bolezen, ki naj bi posledično lahko vplivala na potomstvo in negativno vplivala potem na razvoj. Sočasno pa se tudi to raziskovanje institucionalizira v smislu, v tem smislu, je na Higijenskem zavodu v Ljubljani poseben odsek za evgeniko. Ker pridemo do najpomembnejšega slovenskega evgenika, najbrž tega obdobja Boža Škerlja. Tako, ja. V bistvu, če pogledamo na eni strani, evgeniki so se zavzemali za uvedbo zakonodaje, ki bi tako ali drugače usmerjala razmnoževanje ljudi. Bodisi v smislu, da bi spodbujala razmnoževanje tistih, ki so jih smatrali za večvredne, temu pravimo pozitivna evgenika, in na ta način, da bi preprečevala razmnoževanje ljudi, ki so jih smatrali za manj vredne, temu pravimo negativna evgenika. In v smislu tovrstne zakonodaje imamo v Jugoslaviji samo omenjeni zakon. Ampak, če pogledamo širšo zakonodajno raven, v smislu nekega znanstvenega raziskovanja tovrstnih idej, tudi neke diseminacije, pa bi lahko rekli, da je bila evgenika bistveno bolj razširjena in da je bistveno bolj posegla v zakonodajo, kot bi si lahko mislili. Tukaj imamo omenjeni odsek, ki je deloval na zelo uglednem in pomembnem Higijenskem zavodu v Ljubljani. Na tem odseku, antropološkem odseku, je Božo Škerl, slovenski evgenik par excellence, upravljal antropološke in evgenične raziskave. Kako so izgledale te raziskave? Tako, da je denimo meril telesa in proporcije prostitutk, o njih pisal razprave, trdil, češ, da je prostitucija oziroma nagnjenost k prostituciji tudi dedna. Poleg tega pa je tudi proučeval otroke navadnih in pomožnih šol in ugotavljal, koliko so neke bolezni, ki naj bi jih imeli te otroci povezane spet z dednostjo in podobno. In kar je zanimivo, to vedno povem nekako, da je izračunal, da otroci, ki hodijo na navadne šole, da je teh pravzaprav manj, da imajo družine, ki pošiljajo otroke na navadne šole, da so manj številne kot tiste, ki pošiljajo otroke na pomožne šole, in potem takem sklepom, da bo čez 60-70 let večina Slovencev nenormalnih, zato ker naj bi se manj vredni rodili bolj pogosto nekako kot večvredni, da so evgenični ukrepi potem takem nujni na nek način. Zanimiva spekulacija, ki bi, če bi bili malo cinični, bila mogoče vredna premisleka danes, ampak vseeno bi nadaljeval s tem Škerljem, ker me res fasciniralo to, kako dobro si pokazala njegov vpetost v nek širši srednjeevropski kontekst neke evgenične misli. Ne? On je vzdrževal korespondenco z kupom ljudi in za njimi tudi v tovrstnih tematikah na dolgo in široko polemiziral, kar zopet kaže, ne, da ko razmišljamo o res nekih partikularnih zgodovinskih problemih tega današnjega slovenskega okolja, da jih vendarle treba zlasti te neke videti v širšem kontekstu, zlasti ko govorimo o nekih transferih idej in to je lep primer, ne? Ja, lep primer proučevanja tako imenovanega pseudoznanstvenega ali znanstvenega transferja. Škerl se sebe imel in tudi v nekaterih drugih pogledih bil znanstvenik oziroma raziskovalec in
si potem takem tudi želel biti upet v neko znanstveno, mednarodno, evropsko srednjo in njegova korespondenca, ki sem jo preučila, pisma kažejo, kako so se ideje v bistvu širile, iz katerih smeri so prihajale v Slovenijo, s katerimi državami oziroma s katerimi znanstveniki, iz katerih držav je imel Škerl kot Slovenec kontakte in hitro se nam izkaže to, da je bil upet zlasti v ta srednjeevropski prostor, veliko imel korespondentov iz Češke, kjer je tudi študiral, in Nemčije, kjer je spet študiral, pa vendarle jih je imel že preden je odšel na študij tako v Prago, kot recimo v Nemčijo. In ja, kot sem pač poudarila, da to kaže to upetost v srednjeevropski prostor. Po eni strani me je presenetilo, da je imel izredno malo korespondentov iz drugih jugoslovanskih predelov, univerz in tako dalje. Očitno obdobje med obema vojnama še ni bil tisti čas, ko so se te vezi, ki so bile potem, so še vedno zelo v ospredju izpostavile. In ravno zaradi te korespondenčne upetosti, to je hkrati vplivalo tudi na širjenje idej, na to, kako se je sam zamišljal in definiral Evgeniko kot tako. Če prav razumem, njegov koncept ni bil rasističen, v smislu, da bi kot svojega drugega, kot objekt geničnega proučevanja razumel raso, ampak sloje, bi lahko rekli sloje, ali pa. Ja, to je zelo zagonetno vprašanje. Veliko je bilo že govora o tem, mislim, zelo šokira ljudi, ko mi ponavadi pač predstavim to mojo, lahko bi rekli, provokativno tezo, da Škerljevega Evgenika ni bila rasistična, seveda je bila rasistična, če enačimo rasizem z neko kategorizacijo ljudi na splošno, ampak po drugi strani vidimo, da se v tem ožjem smislu ni ukvarjal z rasami kot takimi, z nekim zgledom ljudi, ni se ukvarjal veliko recimo z tistim, z drugimi narodi, čeprav kot antropolog je preučeval tudi ta vprašanja, ampak ponavadi teh študij ni mešal. Kadar je govoril o manj vrednem človeku, ki ga je potrebno, kakor je sam menil, sterilizirati, je govoril predvsem o teh tako imenovanih slaboumnih ljudeh in zelo, zelo veliko mislim, nimamo tu samo Škerlja, imamo še številne druge slovenske avtorje, ki so se ukvarjali z Evgeniko, zelo veliko poudarka je dal tudi na alkoholizem. Tako da, če bi nekoga, enega drugega nekako postavili v spredje slovenske Evgenike, bi bil to vsekakor alkoholik oziroma alkoholičarka. Oziroma, ko govorimo o ženskah, bi lahko rekli, da so bile to prostitutke. In kot ukrep je predlagal... Definicije so se razlikovali v spolu. In kot ukrep je predlagal sterilizacijo. Ja, Škerl je bil med tistimi trdimi Evgeniki, niso se vsi Evgeniki strinjali z uvedbo prisilnih sterilizacij. Tu tudi na evropski oziroma svetovni ravni moramo ločiti na eni strani tiste Evgenike, ki so na nek način upoštevali vplive okolja, in tiste Evgenike na drugi strani, ki so upoštevali samo vplive dednosti na nek način, tiste, ki so prisegali samo na dedni determinizem. In če so Evgeniki prisegali samo na dedni determinizem, so potem tudi načeloma zagovarjali prisilne sterilizacije, kajti po njihovem ni pomagala šola, ni pomagalo zdravstvo, nič ni pomagalo samo to, da so preprečili določenim ljudem, da se razmnožujejo, kajti so jih imeli že v štartu dedno za manj vredne. Po drugi strani pa imamo pač tiste Evgenike, ki so smatrali, da lahko neko prihodnje potomstvo ljudi izboljšamo tudi na ta način, da vlagamo recimo v higieno, v javno zdravstvo, da na tak način pripomoremo k izboljšanju potomstva. In če pogledamo vse te evgenične diskurze, ki so se pojavili v času med obema vojnama pri nas,
v Sloveniji, bi lahko rekli, da je večina slovenskih evgenikov pravzaprav spadalo v to nedeterministično skupino. Zelo veliko poudarka so dajali na higieno. Medtem, ko Škerl ni bil med njimi, Škerl je pač prisegal na dedni determinizem in potem taken tudi na prisilne sterilizacije in jih na vsak način, na vse mogoče načine tudi zagovarjal. No? Ampak imaš mogoče kakšen odgovor na dejstvo, da jih je bila večina zagovornikov tega nedeterminističnega pogleda oziroma pogleda, da je socialno okolje vplivano na to. Se tukaj vidi močan vpliv mogoče katoliške cerkve? Ja. Ja, lahko bi rekli, da je katoliška cerkev bila tista, ki se je postavljala proti prisilnim sterilizacijam kot metodam. To ni nujno povezano tudi s tem, da je bila manj naklonjena dednemu determinizmu, ampak vsekakor vsaj proti prisilnim sterilizacijam. In ja, dejansko med katoliško usmerjenimi evgeniki je bilo nekaj takih, ki so bili tudi vneti higieniki, v tem smislu, da so zagovarjali javno zdravstvo, kot sta brata Pirc, utemeljitelja javnega zdravstva, praktično na Slovenskem. Tako da lahko bi to povezali, ampak ne deloma. Hkrati pa so lahko tudi nekateri katoliški evgeniki zagovarjali dedni determinizem, ampak niso zagovarjali prisilnih sterilizacij, ampak v zameno pač prepovedi poročanja, ki so bile pač v skladu z katoliško moralo. Pa so to vrstni ukrep tudi izvajali dejansko? Ja, ampak ne v Jugoslaviji, ampak recimo v nekaterih kantonih Švice so uvedli prepovedi poročanja, ampak sterilizacije so bile pa bolj popularne. Ampak spet pač v protestantskih državah. Medtem v katoliških državah pa so bile vendarle prepovedi poročanja na nek način aktualne, hkrati pa tudi recimo pronatalizem, se pravi ta pozitivna eugenika, spodbujanje rodnosti. To je bila ena taka metoda, eugenična metoda, ki je bila bolj značilna za katoliške države. V tem kontekstu govorimo tudi o dveh pojmih, o latinski eugeniki in anglosaksonski eugeniki. Tak dva izraza obstajajo. Kaj pa eugenika je neka leva oziroma levičarska misel v medvojnem obdobju? Si kje zasledila naletela na kakšne avtorje, ki bi z nekih socialistično pa socialno levo politično angažiranih pozicij promovirali kakršnekoli že eugenične ukrepe? Med socialistično usmerjenimi avtorji je bilo nekaj takih, ki so poskušali ravno s temi eugeničnimi diskurzi spromovirati higieno, se pravi spet to skrb za javno zdravstvo, pač javno državo in higienizacijo. Po drugi strani pa imamo tudi zelo vnete polemike, ki so nekako prišli v nasprotje Škerlju in z njim polemizirali bodisi po časopisju, bodisi v osebni korespondenciji. Ena taka avtorica je bila Angela Baudet, ki ni bila tudi kot defektologinja popolnoma nasprotna eugeniki, ampak je bila pa do nje izredno skeptična, podarila je tudi vprašanje reproduktivnih pravic, zlasti vprašanje ženskih reproduktivnih pravic v tem kontekstu in tudi opozorila kot ena zelo redkih avtoric na Slovenskem pred težavo zlorabe eugenične definicije v smislu nekih političnih namenov. Tako da ja, ona kot neka pripadnica te leve opcije si postavila dejansko proti eugeniki. Drugi tak avtor je bil zelo znan ginekolog, Jožef Potrč, ki je prav tako nasprotoval Škerlju v smislu reproduktivnih pravic, nezmožnosti definicije dobrega gena, nezmožnosti ločevanja vplivov okolja
in vplivov dednosti, kajti socialisti so pa bili tu na prepričanju, so bili strogo nasprotovali dednemu determinizmu, so poudarjali vplive okolja na nek način. Drugo zanimivo ime ob tem Škerlju je Franz Derganc. Ja. Franz Derganc je zanimiv psevdopsiholog, zdravnik, zelo ugleden zdravnik tudi, ob enem, ki lahko pokaže, kako so se slovenski avtori, slovenski eugeniki znašli v nelagodju, ko so se kot neki zagovorniki tovrstnih teorij srečali z nemško eugeniko, ki je bila diskriminatorna do Slovencev oziroma do Slovanov nasplošno. In ker se je ta avtor znašel v takem nelagodju, je poskušal oblikovati neko svojo lastno teorijo, ki ni popolnoma kopirala nemške teorije, pač pa v bistvu govorila o tako imenovani slovanski eugeniki, ki naj bi bila nasprotna nemški eugeniki, zahodni eugeniki, ki naj bi v bistvu bila proti definiciji arijske rase kot tiste, ki naj bi bila več vredna in ki naj bi bila tudi proti Darwinemu boju za obstanek, pač pa naj bi poudarjala teorijo, da je mešanje ras pozitivno, hkrati pa tudi, da je kooperacija, ne pa ta boj bolj pomemben in da kooperacija vodi k evoluciji, ne pa boj za obstanek. To je njegova podmena nekako. Sicer ti zaključuješ svojo raziskavo kronološko gledano z začetkom vojne, ne? Ampak bi mogoče lahko na osnovi tega, kar si raziskovala, videla neko kontinuiteto te eugenične misli tudi v povojnem, recimo, obdobju. Si kaj v to smer razmišljala, raziskovala, ugotavljala mogoče? Ja. Zdaj, če govorimo o drugi svetovni vojni, sama se v to obdobje nisem tako zelo podrobno spuščala, je vsekakor naloga za naprej. Kar sem sama uspela raziskati, kar so tudi že drugi raziskovali, je to, da so ravno na osnovi teh idej o eugeniki tudi recimo nekatere ljudi iz bolnišnice v Celju evtanazirali, govorimo o nemški okupaciji, razmerah pod nemško okupacijo. Imamo v času druge svetovne vojne tudi jasno zapisano v zakonodaji, da je bila tedaj v Sloveniji vsaj na papirju uzakonjena prisilna sterilizacija, ker je bil to pač ta predel, ki je bil pod nemško okupacijo. To imamo tako za koroške kot štajerske predele zapisano, ampak nisem pa potem v svojih raziskavah šla tako daleč, da bi to tudi proučila v praksi in vloga naprej. Kar se tiče povojnega obdobja, pa je bolj kot takošnja povojna leta, ki so nekako postavila ravno zaradi zlorab nacizma, eugenike v ozadju, zanimivo leta 21. stoletja, ko govorimo o tako imenovani novi eugeniki z razvojem genetike. In tu bi lahko našteli take metode, kot so recimo in presejalni testi, in diagnostični testi v času nosečnosti in predimplantacijska diagnostika. Ne trdim, da so te metode dejansko sporne, ampak vsekakor so eugenične, ker po definiciji gre za izbor dobrih, oziroma tistega, kar smatramo za dobre gene. Tako da to se danes razvija, in o tem je tudi veliko razprav. Dobro. Mislim, da so se kar na zelo soliden način v enem panoramskem preletu prebiva čez tematiko tvoje knjige. In
najbrž bi na tem mestu lahko vprašala publiko za morebitna vprašanja. Z veseljem. Torej, moje vprašanje bilo, na kak način se je to sploh potekalo? V bistvu, kaj ti si kakšen sistematski pregled, ki so te ugotovili, da je s tabo nekaj narobe in so ti pola rekli, da se ne smeš poročiti, oziroma na kak način je to sploh bilo? A to so oni ljudje, ne vem. Na kak način se je to odločilo, kdo je gensko slabši in mu je treba pač odreči pravico v bistvu? Okay, kar se tiče jugoslovanskega konteksta, lahko ugotovimo po razpravah, ki so jih imeli tudi v parlamentu, če se zdaj osredotočimo na vprašanje teh predporočnih spričeval, da nekako da jih niso sprevedli v prakso tudi zato, ker, če citiram na nek način te parlamentarce, je bilo jugoslovansko ljudstvo preveč sramežljivo. Se pravi, nekako se niso odločili in so se strašno opirali tovrstnim preiskavam pred poroko, tako da jih nimamo. Dejansko ideja je bila, da se vsak testira za spolne bolezni pred poroko, ampak ljudstvo se je očitno, kakor kažejo raziskave, temu uprlo in do tega ni prišlo. Kar se tiče pa tega svetovnega konteksta, sterilizacij v drugih državah, pa je bilo običajno to tako, da so bili to ljudje, ki so bili recimo zaprti v kakšni ustanovi, so bili to ljudje, ki so bili recimo diagnosticirani s kakšno boleznijo, kot je skizofrenija in podobno, manična depresija. Na tak način so jih potem odločali. Ampak to se je spreminjalo od države do države, zlorabe so bile številne in ko govorimo tudi o tem evgeničnem drugem, se moramo ravno na ta kontekst in pogledati čisto konkretno, kako so to zbirali te ljudi, ki so jih potem tudi sterilizirali. Tudi za recimo Združene države Amerike imamo primere, ki so sedaj prišli v javnost za ljudi, ki sploh niso imeli nekakšne bolezni, za katere so šele kasneje ugotovili, da so jih čisto pod nekih takih arbitrarnih načelih praktično prisilno sterilizirali. To ni bilo nekih zelo jasnih ločnic, koga ja in koga ne v tem smislu. Ok, hvala, da še eno čisto kratko. Čisto na začetku bilo rečeno, da se ta eugenika kaže tudi v pregovorih. Kak je pregovor slovenski? Ga poznamo vsi, zdaj za ostale žal jih nimamo v glavi, ampak enega pa poznamo. Jabolko ne pade daleč od drevesa. To je čisto evgenično razmišljanje, tako da... Hvala. Prosim. Meni se je tako tekom našega predavanja porodil tako kar veliki nekih vprašanj, ne nujno povezanih s to tematiko, ampak se mi širše nekaj tega odpirale. Pa me samo zanima, recimo, eugenika verjetno kot taka ne obstaja, kot veda danes več, predvidevam, ne? Me pa zanima, kako je recimo v nekem popularnem diskurzu so še tovrstne tematike prisotne, ker recimo jaz sem se založila dvakrat, da sem imela nekaj tazga, ker bi me popisala kot neka eugenična misel in sem se malo zgrozila sama nad sabo. No? Potem pa še eno vprašanje, kako je recimo eugenika, če so jo kaj povezvali recimo z naravno selekcijo, ne? Ker recimo pri človeku mi smo eliminirali naravno selekcijo, bolj ali manj, so že ne bolezni, ki pač pobijajo ljudi pa tako, ne? In pa sem začela razmišljati, recimo, če zreduciramo človeka na zgor na njegovo biološko bit in opustimo neke moralne, etične, kakšne druge vidike, ne, in danes pač v bistvu ni naravne selekcije in se vsi geni bolj ali manj prenašajo naprej. Danes sem recimo brala, ne vem, kaj je bilo,
ženske, ki imajo preosko medenico, ki bi umrle pred 100 leti, danes prenašajo svoje gene naprej na svoje hčerke. Ne? In to velja za vse druge bolezni. Ne? In tako razmišljam, res nisem psihopata, kaj takega. Razmišljam iz čisto biološkega vidika. Ne? Ali to dolgoročno, ali nas bo to kot vrsto oslabil, če bo pač vse šlo naprej. Ne? Zdaj, ali je to eugenično, ne vem. Ampak čisto razmišljam. No, vem, da so še pač moralne in etične, vse žive druge vidiki. Ne? Kaj mislite o tem? Ja, to je bil v bistvu temeljni eugenični argument. Ne? V bistvu, Francis Galton je bil bratranec Charlesa Darwina in je izhajal ravno iz tega preučevanja rodovnikov in iz strahu, da ni več naravne selekcije. Ne? Da ljudje z socialnimi ukrepi, z medicino gredo nekako proti naravni selekciji. To je bila tista panika. Če je bila na eni strani panika Prva svetovna vojna kot razlog in argument za uvajanje eugeničnih ukrepov, je bil drugi, morda še pomembnejši za eugenike, seveda ta, da medicina dopušča pri življenju in razmnoževanju tiste, ki naj bi v nekem naravnem stanju pač nekako. In ja, tudi jaz sem brala to o medenicah zdaj, ampak jaz bi odgovorila na to vprašanje tako, v naravi človeka, če govorimo o naravi človeka, ki je vsekakor nek zelo arbitraren in težko definiramo naravo človeka. Mi je všeč misel, da je v naravi človek ravno to, da se razvijemo. In če smo danes sposobni doseči to, da lahko brez problemov rodijo tudi ženski z osko medenico, je to del človekove evolucije. Očitno danes nemamo težave s tem, sicer te načini, kako omogočamo ženskam z osko medenico rojevanje niso naravni, ampak so človeški in če so človeški, so hkrati še naravni in so taki popolnoma okej, ne? Jaz bi na ta način. Zakaj? Če pa tudi to, kar omogoča preživeti, omogoča boljši obstoj, nekako se spreminja, ne? Pred 1000 leti bi lahko rekli, da je najbolj prosperiral nek mišičnjak, ki je lahko lovil vrsto živali in se potem takem nahranil. Danes ni tako, danes lahko najboljše živijo tisti, ki znajo seštevati, so odlični matematiki in tako dalje. Tako da se tudi pogoji tega, kar je najboljše v nekem danem trenutku, zelo spreminjajo in potem tako tudi v tem kontekstu ne moramo govoriti. Morda bo pa se čez 500 let izkazalo, da so ravno ljudje z oskimi medenicami tako drugače, boljše usposobljeni za življenje, kako bi to rekli. Ne? Drugo vprašanje pa je bilo tudi zanimivo. Ja, današnji popularni diskurs, recimo, če se kaj pojavlja, tovrstna... Govorimo tudi danes o tej novi eugeniki in čeprav je bilo tudi veliko let nekakva zmerljivka, ravno zaradi tega, ker se je eugeniko povezovalo z nacizmom, z nacističnimi zločini, z to grozno eutanazijo in prisilnjeno sterilizacijo. Danes to ni več tako. Govorimo tudi o tako imenovani novi eugeniki oziroma liberalni eugeniki, ki jo marsikateri zelo ugleden filozof, filozofinja celo zgovarja. Ne? Tako da ni nujno, da imamo negativno konnotacijo. In če dan spet ta meni ljubi primer, predimplantacijska diagnostika. To je vsekako eugenični ukrep, ker zberemo med zarodki tistega, ki naj ne bi nosil nek okvarjen gen, ki lahko dojenčku sploh ne bi omogočil, da bi preživel. Ne? Ampak je sporen? Po mojem ni sporen. Omogočamo, da imajo zdravega otroka ljudje, ki ne bi imeli otrok, ki ne bi imeli zelo bolne otroke, ki bi preživeli samo par dni po rojstvu in tako dalje. Ne? Tako da obstajajo tudi primeri, ki so eugenični, niso pa nujno sporni, sama, dokler mi nekdo ne dokaže nasprotno, stojim na tem prepričanju.
tukaj. In to je tudi zelo nevarno, če govorimo o evgeniki kot v vsakem primeru vedno sporni. In jo povezujemo recimo s tovrstnimi postopki. Italija je na eni določeni točki predimplantacijsko diagnostiko, ki je recimo v drugih državah dovoljena, po mojem tudi v Sloveniji, prepovedana ravno zaradi tovrstnih, tudi s pomočjo nekih katoliških argumentov in tako motiviranih predsodkov. So zagonetno vprašanje. Koliko je evgenika moralna ali koliko ni moralna. V vsakem primeru imamo vedno to zagonetno vprašanje kategorizacije geno ali ljudi v ozadju, ki ga ni lahko upraviti. In so zelo težke razprave v tem smislu. Potem imamo tu vprašanje, ali to, da recimo smo postavljeni pred odločitev, da splavimo z rodom, ki recimo nosi Downov sindrom. Ali gre tu za pošiljanje sporočilo recimo ljudem z Downovim sindromom, da so manj vredni. Ali je to, ali je tako, ali ni tako, lahko bi o tem razpravljamo na dolgo. Jaz bom kar nadaljeval tukaj, se ti ustavlja. Če se prav spomnim, pred parimi leti, mogoče res veliko let nazaj, zdaj ne znam časovno locirati, v Sloveniji bila ena razprava o spolnosti ljudi z, včasih smo rekli duševno prezadeti, zdaj zagotovo to ni več politično korektni termin, ampak se žal zdaj ne spomnim izraza. Skratka, in kjer se mi zdi, da je takrat prišlo na plano, da je popolnoma jasno, da v teh inštitucijah, kjer ti ljudje bivajo, vladajo neki tihi ali pa vse latentni evgenični ukrepi, skratka, ki preprečujejo spolnost. To me zanima, če imaš kak komentar na to, ali pa če obstaja, si imaš kako idejo, kako se tega lotevati, ali ne lotevati, raziskovati. Ja, to je zelo težko vprašanje. Imamo, podatke o tem, da so bile tudi ženske zaprte v tovrstnih ustanovah sterilizirane, vsekakor se uporablja kontracepcija. Ne gre za, kakor mi je meni znano, ravno za ali v vseh primerih ravno za preprečevanje spolnosti, ampak za preprečevanje donositve, se pravi uvajanje nekih kontraceptivnih ukrepov oziroma v nekaterih primerih celo sterilizacije, kar je vsekakor sporno, ampak se to dogaja potiho in verjetno je bilo tega še več v obdobju med obema vojnama oziroma takoj po drugi svetovni vojni, ampak žal do teh virov nisem imela dostopa, ker ni arhiv za arhiv psihiatrične bolnišnice, pač javnosti. Ne moramo v tem kontekstu govoriti o nekih številkah, ko govorimo o obdobju med obema vojnama. Za kasnejši čas pa imamo pričevanje o tem, da so jih tudi bodisi so dali kontracepciji, bodisi so jih sterilizirali in tudi v Avstriji, da nimo prišel ven ravno to vrsten primer množične sterilizacije ljudi v ustanovi. Sem še pod vprašanje, skratka to razumem, recimo jaz ne vem točno, mogoče se bom zdaj pravilno zazval, to so recimo temu trdi ukrepi, če sem pravilno razumel. Ja, ukrepi negativne evgenike. Hkrati pa zagotovo obstaja neka institucionalna, preprosto sprejeta praksa izvajanja mehkih ukrepov, ki pa se izvaja na te ravni preprečevanja, preprosto spolnih odnosov, predstavljamo te inštitucije, kjer ampak ne govorimo o psihiatričnem zavodu, ampak se pravičujem, nekaj pravi besede, včasih vem, da so niso poboljševalnice, ampak tako, mislim, da so to varstveni zavodi točno. In v teh varstvenih zavodih mislim, da obstajajo pravila, ki preprečujejo neke spolne odnose, ki bi spontano nastali, če ne preprečevali.
Me sem zanima, če to zadeva sploh spada v področje eugenike, oziroma bi recimo ti tako definirala? V bistvu ne, ker če bi bil edini, oziroma vsaj ne popolnoma eugenično vprašanje, ker če je edini fokus preprečevanje potomstva, potem zadevo zelo lahko rešimo z kontracepcijo, prisilno kontracepcijo, z sterilizacijo ali kakorkoli. Ne? Tu imamo potem še malo bolj kompleksno vprašanje ne samo reproduktivnih pravic, ne govorimo o prav seksualnih pravic, kar je še širši pojem in morda še bolj sporen. Ne? Ja, vsekakor bolj sporen, ker gre za širše vprašanje. Ne? Eugenika pravzaprav krši samo, če odmislimo, da bi lahko pri operaciji prišlo do kakršnihkoli komplikacij, krši samo reproduktivne pravice. Medtem pa tu imamo kršenje seksualnih pravic na nek način. Ne? To se dogaja v Sloveniji, mislim, da ni potrebno oditi v tovrstne ustanove, da se srečamo s tem. Poznamo diskurze, ki preprečujejo kakršnokoli spolno svobodo različnim skupnostim na Sloveniji. Tako da še težje in širše vprašanje. Morda bi še kdo kaj dodal o tem. Mogoče še kakšno vprašanje, komentar? Če ni, potem se Ani prav lepo zahvaljujem za ta zanimiv pogovor. Zahvaljujem se tudi vam za obisk. Hkrati pa vas seveda vabim, da prvenec teoretski, zgodovinski, humanistični Ani Cergol Paradiž, Eugenika na Slovenskem, tudi vzamete s seboj. Hvala za obisk. Jaz bi se na tem mestu, mislim, da mi ni uspelo, ker sem tako hitela v knjigi se zahvaliti založbi Sofija za možnost objave. Bi se zahvalila Zilu in vam vsem za možnost predstavitve in Jerneju za pomoč in publiki, da je obiskala. Poslušali.